Ko veš, da bo tvoj otrok poskusni zajček, je težko, pripovedujeta mama in oče leto in pol stare Zale, prve, ki so ji strokovnjaki iz ljubljanskega kliničnega centra vgradili tako imenovano berlinsko srce. Gre za napravo, ki najmlajšim z izjemno hudim srčnim popuščanjem in odpovedjo srca pomaga počakati na transplantacijo, a kot pravita, sta zelo požrtvovalni in topli ekipi popolnoma zaupala. Za njuno deklico se je kmalu našel tudi darovalec. Podrobnosti Tjaša Dogolin. Da nekaj ni v redu, so Zalini starši opazili 10 dni po rojstvu. Zvečer je začela težko dihati. Mi smo sicer mislili, da mogoče delamo mi malo paniko, ampak smo vseeno šli naprej. Iz izolske bolnišnice so jo premestili v Ljubljano, kjer se je izkazalo, da ima dilatativno kardiomiopatijo, prirojeno bolezen srčne mišice. Otroci imajo hitrejše dihanje, se težje hranijo, slabo napredujejo na težji razvoju. Šli smo na intenzivno nego, tako da ona je bila v bistvu že takoj prvi mesec v komi. Potem so v bistvu uspeli jo nekako stabilizirati. A ne za dolgo, konec lanskega leta je padla odločitev o transplantaciji. Smo mi dve od januarja bile hospitalizirane in čakale na srček in je prišlo februarja do naglega poslabšanja. Zale v tistem času imela samo 6 kilogramov, pa je še redkejša ponudba srca, ali kako bi sploh temu lahko rekli. In smo pričakovali, smo v bistvu v neki negotovosti čakali, kdaj bo to srce sploh na voljo. Malčici so začeli odpovedovati že drugi organi. Zunajtelesni krvni obtok je bil zaradi zapletov rešitev le na kratek rok. Da bi sploh dočakala novo srce, so se še pred njenim prvim rojstnim dnem odločili, da ji vstavijo dolgoročno mehansko podporo, berlinsko srce. Ker je bil poseg urgenten, je prišla ekipa iz Berlina naše strokovnjake izjemoma šolati v Ljubljano. Je elektropnevmatski sistem, ki je sestavljen iz črpalke in gonilne enote, poganja stisnen zrak to črpalko. Črpalka je pravzaprav tisto, kar vidite tam zunaj telesa in je s cevkami, kanilami, jim rečemo, povezana z velikimi žilami in srcem. Tle vidite, da sta to dve črpalki, ker smo morali nadomestiti funkcijo tako levega kot desnega srca. Le 4 dni po posegu pa so se razveselili novice, da so našli darovalca za Zalo, ki po presaditvi lepo okreva. Življenje ima polno. Res je en poprček. En poprček je. Verjamemo, da čaka Zalo eno lepa prihodnost s takimi prilagoditvami, ampak polno dogodivščin. Doslej za tako kritično bolne otroke iz Slovenije ni bilo rešitve. Ker se en takšen sistem vgradi, je tako rekoč vezana na neko bolnišnico takšen otrok. V celi Evropi ta trenutek primanjkuje kapacitet, predvsem kadra, postelj. Tudi seveda naslednja zgodba je, kako jih bojo transplantirali. In teh bolnikov tako rekoč nihče noče sprejeti. Je nova možnost, ki se ponuja našim bolnikom, ki jo do zdaj niso imeli. Centrov, ki se s tem ukvarjajo v Evropi, ni veliko, v regiji mislim, da smo celo edini. Cela naša družina je res hvaležna in neizmerno spoštujemo vse te ljudi, ki delajo s temi našimi srčki, rečemo mi.